V tokratnem razmišljanju na glas si pogledava, kako ti tvoja spletna stran služi. Skratka, lahko narediš eno tako malo inventuro, če spletno stran že imaš, ali jo res dovolj dobro izkoriščaš oziroma koristiš, oziroma če nimaš spletne strani, kaj so tiste stvari, na katere treba biti pozoren oziroma katere je fino imeti in implementirati v svoj coaching, izobraževalni, svetovalni biznis, če želiš, da te bo spletna stran res podprla pri tvojem marketingu, pri tvoji spletni prezenci in pa seveda pri prodaji tvojih programov oziroma izobraževalnih produktov in storitev. Tole konkretno razmišljanje na glas oziroma recimo eno mini e-predavanje sem posnela na majčkeno drugačen način. Skratka, samo moj glas, sem namreč majčkeno, bom rekla, na slabšem, ne glasu, ampak na slabšem počutju, tako da mi pač tak način snemanja omogoča, da lažje posnamem celotno zadevo in vam jo dostavim, ne, ker drugače bi jo čakali najbrž še kakšen teden ali pa mogoče še celo dlje. Skratka, lahko si natakneš slušalke in me poneseš, kako jaz rečem, greva skupaj na sprehod, skratka, nič ne bo prikazanega na ekranu ali karkoli, da bi moral gledati, tako da me lahko zgolj poslušaš. Zdaj, sama spletna stran je pravzaprav del celostnega, tako imenovanega spletnega prodajnega oziroma spletnega marketinškega ekosistema in v bistvu ne stoji oziroma nikoli ne deluje čist samo sama. Tako da bolj poglobljeno, kakšno vlogo torej ima spletna stran v samem, bom rekla, tem prodajnem sistemu, ko prodajamo naše coaching ali pa izobraževalne storitve in kako je povezana s preostalimi zadevami, socialnimi omrežji, spletno trgovino oziroma spletna trgovina je pravzaprav del spletne strani, kako je povezana mogoče z nekimi računovodskimi zadevami in z vsemi ostalimi zadevami, si lahko bolj podrobneje pogledaš v brezplačniku oziroma v takem brezplačnem e-predavanju, kratko predavanje 60 minut, kjer grem res v globine spoznavanja, bom rekla, tega sistema od vsebinskega grajenja do tehničnih plati prodaje in marketinga in prodaje spletnih in nespletnih izobraževalnih programov in produktov, tako da na e-dogodek.si/brezplačno oziroma brezplačno najdeš torej to bolj poglobljeno predavanje. Mi se pa tukaj posvetimo pravzaprav trem vprašanjem, trem vidikom spletnih strani in sicer kako nam spletna stran pomaga pri grajenju naše spletne prezence, torej temu, kako nas ljudje odkrijejo, kje nas najdejo, kako nas poznajo, kako nam pomaga pri spletnem marketingu oziroma konkretneje pri tistem delu, kjer v bistvu nagovarjamo nove potencialne stranke, torej kjer pridobivamo pravzaprav neke ljudi v naš ožji krog, da nas bolj konkretno spoznajo, in pa tretji vidik, kako nam pomaga konkretno pri spletni prodaji. Spletna prodaja, torej mišljen tisti sistem, kjer dejansko že pride do neke odločitve strani oziroma pred odločitve oziroma ko smo v fazi, da imamo neko konkretno ponudbo. Spletne strani oziroma spletna stran pravzaprav jo marsikdo dojema kot neko zelo statično zadevo, kot nekaj, kar enkrat zgradimo in potem pač tam nekje stoji in morda ljudje pridejo gor, pa malo kaj najdejo o nas ali pa v bistvu marsikdo dojema kot nekaj, kar je treba imeti, ne ve pa, kaj s tem početi, ne. Tako da v bistvu prva in osnovna funkcija spletne prezence, ko govorimo torej o prodaji naših coaching izobraževalnih produktov in storitev in programov in tako naprej, je grajene spletne prezence, torej te spletne prisotnosti oziroma tega, da nas ljudje lažje odkrijejo oziroma spoznajo. Zdaj tukaj en vidik je seveda to, da ljudje grejo, recimo, ne vem, slučajno vidijo, ne vem, na socialnih omrežjih ali pa nekje, lahko tudi na nekem klasičnem dogodku, ne, pa rečejo, zdaj me pa majčkeno več zanima, kdo ta oseba je, o čem govori, kakšne so njene reference, kompetence in tako naprej, pa nas gre pogooglati, ne. To je zdaj pač en vidik, ena taka klasična varianta. Druga, bolj spregledana varianta je pa to pravzaprav, da nam sama spletna stran, seveda, če je živa, to se pravi, če jo mi ves čas, bom rekla, gradimo, če živi, ne, če ni to nekaj, kar smo postavili 5 let nazaj in zdaj pač je, ne, nam pomaga tudi pri tem, da nas ljudje lažje odkrijejo, ne. To se pravi, danes imamo 2 kanala
prek katerih nas ljudje, oziroma neke dve poti, prek katerih nas ljudje odkrijejo. Ena je tisto klasično googlanje, ne, to se pravi, to je tako imenovan search engine optimization, oziroma iskanje preko teh klasičnih iskalnikov, ne, to se pravi, človek gre, pa recimo ima neko tematiko, ki ga zanima, pa gre pogooglati, ne, kako se to naredi, ali pa ne vem, neko ključne besedo tipka. In seveda bolj, ko je naša stran živa, aktualna, bolj, ko res tudi mi poskrbimo in s svojimi sporočili, s piljenjem svoje vsebine, z jasnjenjem svojih sporočil, ne, da res zadanemo, bom rekla, da ne govorimo tisto ta pravo zadevo, kar ljudje iščejo, večja je verjetnost, da se bo naša stran pojavila med zadetki in da bo pravzaprav ni dovolj, no, bom rekla, tudi ni samo dovolj, da se naša stran pojavi med zadetki, ne, to velikokrat reče, da bomo dali glas, pa da bomo na prvi poziciji na Googlu, pomembno je tudi potem, kaj ljudje tam najdejo, ne, kaj potem tam zvejo, kaj od nas vidijo in tako naprej, no. Tako da ena ključnih stvari, torej, je, da imamo to, bom rekla, to stran nekako živo in da izkoristimo pravzaprav vse njene, bom rekla, lastnosti, od neke osnovne predstavitvene strani, jaz temu rečem neka spletna vizitka, kjer že, bom rekla, na prvi pogled ljudje takoj lahko ugotovijo, zakaj gre, do tega, da mogoče pišemo neke bloge, ne, blogi danes pripomorejo tudi k še eni stvari, bom tudi to še omenila, tudi da so prodajne strani, ne, včasih ljudje preletijo na našo prodajno stran, ker so nas najdali pač preko nekega iskalnega pojma, pa niso še v fazi, da bojo kupili takoj, ne, in takrat je treba tudi poskrbeti, da pravzaprav imamo, bom rekla, poštimane tudi ostale dele spletne strani in da so po-updateni, to se pravi, da so čim bolj posodobljeni in da imajo neko korist tudi za našo stranko. Zdaj, to se pravi, en kanal smo rekli, oziroma ena pot, po kateri ljudje pridejo do nas na našo spletno stran, so torej ta klasična googlanje varianta. Druga varianta je pa pravzaprav to, kar danes poznamo pod tako imenovan Ask Engine Optimization, to se pravi ne iskanje Search Engine Optimization, ampak Ask Engine Optimization, to je pa v bistvu, ko gremo vprašati orodja, ne, konkretno je recimo ChatGPT ali pa kakršnokoli drugo orodje umetne inteligence, ne, oziroma imamo že zdaj umetno inteligenco, pravzaprav že danes, če gremo na Google, je pravzaprav, ko tipkamo, lahko vidite, da je na začetku vnešena ena, se vidi, bom rekla, en tak prostorček, kjer pravzaprav umetna inteligenca naredi nek svoj povzetek na podlagi, bom rekla, različnih spletnih strani. Ne, in če potem greste recimo to bolj konkretno, boste videli, da vas dostikrat tam tudi priporoči oziroma pove, iz kje te podatke vleče. Ne, in so tam si želimo, da se znajdemo tudi mi, ne, to se pravi, da se znajde tudi naša spletna stran. In da to vse pravzaprav deluje, ne, je treba seveda imeti neko, bom rekla, konkretno vsebinsko strategijo, ki pa seveda izhaja iz naše osnovne strategije, naše osnovne biznis strategije in iz osnovne, bom rekla, tudi tiste neke osnovne branding strategije, to, na kakšen način bomo sporočali, kako nas bojo ljudem, kako se bomo ljudem, kakšen glas svoj bomo oblikovali in te zadeve, ne. Tako da, evo, spletna prezenca je prva stvar, ki jo ima pač prva vloga oziroma najpomembnejša vloga, ki jo ima naša spletna stran, to se pravi, da res, bom rekla, pomaga nam, oziroma da je naš sopotnik na tej poti, bom rekla, marketinga, na tej poti, ko se mi, bom rekla, dajemo v svet in širimo naše sporočilo, skratka nam pomaga, če imamo vzpostavljene vse te zadeve in jih seveda tudi predvsem znamo vsebinsko primerno izkoristiti. Drugi vidik, pri katerem nam spletna stran, živa spletna stran in aktualna spletna stran služi, pa je v bistvu pridobivanje strank. To se pravi, pridobivanje strank, pa zdaj to ne mislim tukaj v tem kontekstu, da že nekdo kar nekaj kupi od nas. Namreč ena stvar, ki se moramo kot coachi, izobraževalci, svetovalci, skratka kot neki strokovnjaki zavedati, je to, da ljudje kupujejo nas. Ne? Zdaj, kakor se smešno sliši, ampak ljudje dejansko kupujejo nas kot naše vrednote, naša prepričanja, naša stališča, našo metodologijo. Skratka, ne gre samo za to, da jim ustreza naslov našega programa, ne, ali pa da jim ustreza to, kar mi, bom rekla, nudimo, ampak je dostikrat gre za to, da jim moramo biti mi všeč tudi kot, bom rekla, neka osebnost, ne. Včasih so to že sam drobne malenkosti, kot to, da nekomu ni všeč, kako govorimo, ali pa karkoli, ali pa da smo več glasni, ali pa premalo. Skratka, zdaj pač tukaj gre res pravzaprav za neke vrste tudi ta filter, da res
ljudem, ki jim je naša vsebina namenjena, da vidijo tudi, če smo pravzaprav ta pravi meč, ker ta pravi meč, to se pravi ta prava ustrezna, kako rečem, ustrezni tudi po karakterju ali pač po vseh vrednotah in vsem tem, ker definitivno si pač in mi kot izvajalci in stranke želimo verjetno, da smo, bom rekla, drug drugemu nek ustrezen partner. Ne? In tukaj pravzaprav pri tem, bom rekla, spletnem marketingu oziroma pri grajenju, pri prodaji online programov in vseh teh zadev je ponavadi vmesen en korak, to se pravi od tega, da nas ljudje nekje zaznajo, pa do takrat, da se odločijo, da bojo znali tudi nekaj narediti, je vmes še en korak, kjer nas bolje spoznajo. In ta bolje spoznajo pravzaprav gre preko, bom rekla, teh brezplačnih programov, to se pravi nekih uvodnih spoznavnih programov. Ti programi res niso namenjeni, mislim, včasih je bilo, zdaj, in veliko ljudi ima to, veliko izobraževalcev, coachov, strokovnjakov, ima še zmeraj to konotacijo, drži to konotacijo okoli teh brezplačnikov v tem smislu, to je pa nekaj, da bojo tam ljudje samo tipkali mail, pa da imamo mi njihov mail, zato da jih lahko začnemo bombardirati z našo ponudbo. Ne, dobro zastavljeni brezplačni uvodni programi res peljajo, bom rekla, človeka čez to, da mu na eni strani dajo vrednost, ampak res, bom rekla, tisto vrednost, ne zdaj, da ga jih peljemo, pa da bomo zdaj ljudi že, ne vem, danes se vidimo prvič, zdaj gremo pa v neke globine, ne, damo jim vrednost v smislu, da razumejo, pri čem in mi lahko pomagamo in predvsem, da uvidijo stvari, za katere se še ne zavedajo, da jih ne vejo. Torej, česa ne vejo, še česa ne vejo in da tam naredimo nek tak uvid. Ne. In temu so namenjeni pravzaprav ti brezplačni uvodni programi, niso namenjeni temu samo, da bomo mi ulovili njihov mail, ne. Zato tudi danes ne delujejo več samo v večini primerov, ne delujejo dovolj samo neke knjižice ali pa knjižice mogoče še ne, nekako, če so večkrat bolj poglobljene, ampak nekaj, bom rekla, checklista, da mu daš, ne vem, 5 vprašanj, ki se jih ne vpraša, ja, morda že, ne, mislim, nek vprašalnik je neka osnova, vendar pa na neki določeni točki vse gremo še večkrat bolj v globine, seveda na tak način, da ne gremo v tiste globine, kar ponujamo sicer v svojih plačljivih programih, ampak v te globine, da pravzaprav ozavestimo določene zadeve. In spletna stran je eno najbolj preprostih orodij, ki nam omogoča, da tak program zgradimo. To ne pomeni, da rabimo imeti, oziroma tako, ne rabimo imeti nekih specialnih orodij v zadju, ne rabimo imeti nekih orodij za ne vem kakšne super truper lijake delati, v osnovi osnovna spletna stran, ki jo imamo, in pa email marketing sistem, ki ga verjetno tudi sicer že poleg spletne strani imamo, če ga pa nimamo, se pa štarta lahko z brezplačnim orodjem, ki popolnoma zadošča in čist, bom rekla, da se da izvesti zadeve. Skratka, to je prva točka, kjer mi lahko naše stranke, bom rekla, kjer je prvi stik z našimi strankami za majčkeno bolj poglobljeno zadevo. To se pravi, ko nas nekje zaznajo, da grejo lahko naprej, da nas majčkeno bolje spoznajo. Drug vidik pri tem pridobivanju strank, da nas majčkeno bolje spoznajo, je pa tudi blog ali pa podcast. In to so ene stvari, ki so bile mogoče, ki se mogoče zdijo marsikomu pa malo pase, ker v končni fazi z bloganjem smo, v bistvu blog je bila ena prvih stvari tam pred 20 leti, malo pa še malo več, no, ko smo dobili, bom rekla, praktično vsak svoj košček interneta in lahko ustvarjali in delili svoje mnenja in znanje in so ustvarjali, bom rekla, nek nov svet, ne. Pa se v zadnjih letih te bloge malo pozabili, ne, malo se jih je dal na stran, v smislu, vsi smo šli bolj na socialna omrežja, bolj gradili, ne vem, videe pa na YouTube, na Facebooku, pa Instagramu, pa tako naprej, ne. Vendar pa blog se mu vrača predvsem ta, bom rekla, vrednost, predvsem zaradi tega Ask Engine Optimization, o katerem sem govorila v prejšnji točki, torej ker nas ljudje lahko najdejo torej tudi preko iskalnikov, to se pravi teh sodobnih iskalnikov, to se pravi preko ChatGPT-ja in tako naprej. V blogu gremo lahko torej tudi nekoliko bolj v globino, še bolj v globino gremo pa lahko s podcasti. Zdaj, sami podcasti sicer ne delamo na sami spletni strani, pač običajno uporabljamo ali orodje kot je YouTube ali Spotify ali karkoli, vendar pa lahko nam služi spletna stran predvsem iz tega vidika,
da lahko te naše podcaste tam arhiviramo oziroma jih dajemo skupaj na enem mestu in ko človek brska po naši spletni strani, vidi tamle, ok, tole mi je pa malo zanimivo, pritegnili smo njegovo pozornost, zdaj bi nas pa rad malo bolje spoznal in je pač podcast, bom rekla, ena ta oblika, kjer gremo lahko bolj v globine. Še enkrat pa seveda poudarjam, tukaj ne gre samo za tehnične rešitve. Tehnična rešitev je pravzaprav še najbolj preprosta zadeva, pač stran postaviti oziroma narediti neko grobo osnovo, da vse te zadeve imamo, je dostikrat najlažji korak v resnici. Tisto, kjer se pravzaprav gradi ta naša in spletna prezenca in pridobivanje strank in tako naprej, je na vsebini. Torej to, kaj mi ponudimo, koga nagovarjamo, na kakšen način v bistvu ga peljemo v te naše spoznavne globine in tako naprej. In pa tretja stvar, ki nam je omogoča sodobna in, bom rekla, aktualna spletna stran, je pa spletna prodaja. Zdaj, mi tukaj, konkretno si tukaj znamo lahko predstavljati, v bistvu govorimo o tako imenovanih prodajnih straneh in pa nekem naročilnem sistemu, ki je v ozadju. Zdaj, prvič prodajne strani se majčkeno vežejo tudi na to, to se pravi, dobro zastavljena prodajna stran, že hkrati pravzaprav tudi, bom rekla, je hkrati lahko tudi naš kanal za pridobivanje strank. To se pravi, če smo mi s prodajno stran dobro vsebinsko zastavili, je lahko že sama prodajna stran tisto, prek česar nas je nekdo odkril, da je prišel do nas in nas poznal. To se pravi, če smo celotno neko prodajno kampanjo zastavili na tak način, da nekdo pride na našo prodajno stran in če imamo vse ostale sisteme v tem našem spletnem ekosistemu poštimane, je v resnici lahko naša spletna stran, oziroma naša prodajna stran, to se pravi, prodajna stran je mišljeno tam, kjer imamo mi res opis našega programa, lahko v tistem trenutku, to se pravi, nekdo, ki je prišel na našo prodajno stran, morda v tistem trenutku nas je prvič srečal, prvič videl, slišal in ne bo verjeten kupil. Sploh, če prodajamo program za, 900 ali pa 1000 ali pa 2000 evrov, verjetno v tistem momentu ne bo odprl denarnice ali pa kliknil na gumb kupi, bo pa ta prodajna stran lahko generirala njega kot našega novega sledilca, bi se rekel, kot nekoga, ki pride v ta naš ožji krog. Tako da dobro zastavljen celoten spletni ekosistem, spet ne govorimo samo o tehnični plati, ampak predvsem o tej vsebinsko-tehnični plati, nam torej pomaga generirati stranke oziroma pridobivati stranke pravzaprav na vseh korakih. Tisto, kar je pa potem pravzaprav še bolj bistveno za nekako gre za prodajo coachingov oziroma prodajo, bom rekla, spletnih, ne samo spletnih, ampak tudi klasičnih programov, je pa torej naročilni sistem oziroma po domače rečeno spletna trgovina. Zdaj vem, da ko jaz rečem besedo spletna trgovina, marsikoga to tako obremeni, wow, to je pa zdaj pač ena neka velika stvar, ki jo treba imeti. V resnici za naše razmere, to se pravi, za coaching, izobraževalno branžo, ne rabimo imeti spletne trgovine v stilu klasične spletne trgovine, kot jo vidimo, ko gremo, kupovati, v kakšno online trgovino ali kozmetiko ali pa v končni fazi prehrano ali pa karkoli. Mi imamo spletne trgovine, ki so dosti manjše po obsegu, dosti manjše po kompleksnosti, po zahtevnosti in tako naprej. Zato pravzaprav jaz tukaj skoraj večkrat govorim ne o trgovini, ampak o spletnem naročilnem sistemu. Zdaj, to ni mišljeno zdaj naročilni sistem, booking sistem, kjer ljudje rezervirajo klice z nami, ampak naročilni sistem, kjer lahko ljudje oddajo svoje naročilo, to se pravi, recimo vidijo, da imamo neko delavnico in namesto, da gremo neki po klasični poti, da nam ljudje maile pošiljajo, imamo to lepo noter strukturirano, kar pomeni, ko ljudje pridejo, da bojo kupili, da se bojo prijavili na neko delavnico ali pa na nek voden program, skupinski, mentorski, lahko je v živo, lahko je klasično, voden klasično ali spletno, imamo mi noter torej celotno zadevo poštimano na ta način, to se pravi, ljudje oddajo naročilo, dobijo potrdilo, da so naročilo oddali, to je ena od ključnih stvari, ko prodajamo spletno. Ko so naročali, so dobili opcijo, da so potrdili pogoje sodelovanja oziroma pogoje uporabe, pogoje poslovanja. Tudi ena od ključnih stvari. Potem, če imamo ta sistem povezan, bom rekel, še z računovodskimi programi in tako naprej, gre lahko za celotno avtomatizacijo, da dobijo celo račun in tako naprej.
Zdaj, bolj konkretno, tako kot sem rekla, tele stvari res, ta prodajni naročilni sistem res v globino in detajle tehnične in zakonodajne in računovodske, ne vem kaj še, grem v brezplačnem uvodnem spoznavnem programu, torej v programu Ustvari samo svoj spletni ekosistem, torej na edogodek.si / brezplačno oziroma brezplačno. Najdeš ta program oziroma najdeš to kratko e-predavanje, kjer greš lahko v globino, da spoznaš. Tukaj pa res želim predvsem poudariti, da je to eden od vidikov, ki ga marsikateri coach, mentor, izobraževalec spregleda, ima pa predvsem velik potencial iz vidika prihranka časa in optimizacije časa, ker v bistvu ta naročila se lepo zbirajo v enem sistemu, tudi obvestila lahko ljudje potem dobijo povezana s tem, to se pravi, recimo, ko mi potrdimo, da smo dobili plačilo, dobijo lahko avtomatizirano sporočilo, kje je dostop do programa oziroma kaj je naslednji korak in tako naprej. Skratka, spletna prodaja oziroma spletna prodaja v okviru spletne strani je torej eden od velikih adutov, ki nam pomaga predvsem pri organizacijsko-administrativnem vidiku. Zdaj pa tako, še enkrat poudarjam, to se pravi, tisto, kar je ključno pri postavljanju ene take spletne strani oziroma enega takega spletnega ekosistema, ker pravzaprav ne gre samo za spletno stran, ampak gre za vse, torej tudi to, da imamo na eni strani morda podcaste, na drugi strani poskrbimo za našo prezenco na socialnih omrežjih in kako vse te zadeve povežemo med sabo. Gre predvsem za to, da moramo zadostiti, bom rekla, nekim 2-3 zadevam, in sicer na eni strani vsebini, torej kaj pravzaprav želimo podajati, na kakšen način na kakšen način ta sporočila predajamo. Vse to, torej ta vsebinski vidik pa izhaja iz same strategije, torej kaj pravzaprav mi želimo doseči, kaj je naše glavno sporočilo, kakšen je naš glas sporočanja, kaj je tisto, k čemur pravzaprav vabimo naše potencialne stranke, na kakšen način jih pridobivamo oziroma jih, recimo temu, osvajamo. Skratka, to je torej ta vsebinski vidik. Drugi vidik je organizacijski, sploh ko gremo v prodajo, da znamo biti, lepo strukturirani, organizirani, kako vse te zadeve furati, kako vse te zadeve v bistvu peljati, da nam ne kradejo preveč časa, pa da hkrati v bistvu se ne izgubimo vsej pletori, vsej množici vseh možnih stvari. En vidik je pa seveda tudi ta tehnični, kako vse te stvari izpostaviti, pa kako to vzdrževati in vse te zadeve. Tako da na tem vidiku sama ponujam po novem storitev spletni hub, ki ni v bistvu nič drugega, kot neka spletna stran z vsemi obstoječimi, z vsemi potrebnimi, podsistemi, potrebnimi za upravljanje enega takega spletnega ekosistema oziroma bom rekla za upravljanje tega marketinga in prodaje, spletnega marketinga in spletne prodaje, specializirano za izobraževalno oziroma coaching industrijo, kar pomeni, imamo stvari, ki jih potrebujemo in nimamo stvari, ki jih ne potrebujemo. Tako da pač to je tista, bom rekla, največja dodana vrednost. Stvari so narejene na preprost način, tako da jih lahko upravljaš tudi ti in skozi celoten proces, to se pravi skozi celotno zadevo, od strategije, torej od biznis strategije do marketinške strategije, vsebinske strategije, do celo spletne prodaje in kako izvajati, bom rekla, te spletne prodajne kampanje. Peljem pa konkretno v programu Prodaje znanje podajaj. To je pa mentorski program, torej na voljo je sicer tudi kot različica za samostojno učenje, hkrati pa v bistvu tudi kot voden mentorski program, v katerem gremo res step by step, korak za korakom, skozi vse stvari, ne samo iz tehničnega vidika, kot rečeno, tehnični vidik je zgolj en aspekt, ampak predvsem iz tega, bom rekla, strateško-vsebinskega vidika, ki potem pravzaprav pripelje do tega tudi, kako to tudi tehnično postaviti.